Voznice in še posebej vozniki marsikdaj mislimo, da vemo vse o vožnji in se le težko pustimo soliti pamet. Pa vendar zelo pogosto delamo osnovne napake ali pa ne upoštevamo preprostih pravil, zaradi katerih bi bila naša vožnja varčnejša in varnejša. Prvo napako marsikdo stori že pri zagonu motorja, saj predvsem starejši vozniki in voznice, navajeni tehnologije izpred desetletij, ob tem dodajajo plin in s tem precej povišajo porabo, opozarja inštruktor varne in varčne vožnje Daniel Granda iz AMZS Centra varne vožnje Vransko. Druga napaka pa je, da vozniki prestavljamo precej nad mejo 2000 vrtljajev motorja na minuto. Pri speljevanju vedno speljujemo v prvi prestavi z minimalno uporabo plina in potem čim hitreje prestavimo v višjo prestavo. Največjo porabo imamo, kadar speljujemo na mestu. Denimo, da smo v naselju, čim prej pospešimo na željeno hitrost 50 km/h in potem to hitrost samo ohranjamo v ustrezni prestavi. Pri vožnji v klanec prestavimo ustrezno prestavo že ob njegovem vznožju. V klancu pa plin pritisnemo do okoli 2/3. Avtomobil bo tako prevozil vzpetino brez trpljenja. Pri vožnji navzdol pa ne dodajajte plina in zavirajte čim manj, namesto zavor pa naj njihovo delo opravlja motor. Zelo velikokrat se zgodi, da je pred nami previs. Previs prevozimo na tak način, da pred zgornjo točko spustimo plin, avto sedaj premaga previs sam, sledi kratek spust in na tem delu potem dodatno pospešujemo, kajti porabili bomo bistveno manj energije, kot če bi pospeševali do vrha klanca. Kako pa je najbolj varčno in varno obenem voziti skozi ovinke? Seveda je vožnja skozi ovinek odvisna od zaprtosti ovinka. Denimo ovinek, ki je pred nami, bomo prevozili v tretje prestavi, pri čemer ne bomo prestavljali. Ker pa nas čaka na vrhu hujši ovinek, bomo pred ovinkom prestavili v nižjo prestavo in ta ovinek odpeljali s to nižjo prestavo. Sledi kratek spust, kjer bomo uporabili višjo prestavo. Na ta način bomo privarčevali nekaj goriva. Vozniki grešimo tudi pri ustavljanju. Med najpogostejšimi napakami je, da prezgodaj pritisnemo sklopko. Kadar se ustavljamo, se vedno ustavljamo v prestavi. Izberemo nižjo prestavo, tako da zaviramo tudi z motorjem. In zaviramo, šele na koncu stisnemo sklopko in se ustavimo. Pri postankih, ki so daljši nekako od 5-10 sekund, je pametno, če motor izključimo, kajti na ta način bomo privarčevali kar nekaj goriva.